Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa iz športnega parka v Domžalah, kjer odpiramo nedeljski spored tekem 14. kroga Lige Telemach. Kot vidite tudi sami v nekoliko deževnih Domžalah, tu ob Kamniški Bistrici, se bosta pomerila Kalcer, Radomlje in Mura. Prvič se je torej znašel v začetni enajsterici, ko gre za tekme v prvi slovenski nogometni ligi, sicer pa že ima nekaj nastopov. Šaban Adžaj je tule krenil na meji prepovedanega položaja. Šaban Adžaj je padel zdaj v kazenskem prostoru. Udarec v glavo je tule dobil Velič, ki je očitno ostal brez zavesti, zato so ga takole hitro postavili v položaj nezavestnega, čeprav je videti, da je zdaj že pri zavesti, tule pa hitro kličejo. Ter se že uvrstili v glavni del tekmovanja. Šaban Adžaj pa gre ponovno sam proti vratom. Šaban Adžaj zdaj 1-1 z Bašem, no tokrat pa je žogo poslal mimo vrat, ostaja 0-0 pri prvi tovrstni priložnosti. Je trčil v vratarja, v drugo pa je Šaban Adžaj sprožil mimo vrat prepovedanega položaja. Ni bilo. Sadriju, Tripi, še ena globinska dolga podaja proti Šaban Adžaju. Tretjič gre Šaban Adžaj proti vratom, no tokrat pa je Tardan Šaban Adžaj le zadev. Tretje gre rado, kot rečemo. Nič se niso naučili Radomljani iz tistih uvodnih dveh primerov. Še naprej so ostale razpoke enake ob teh dolgih podajah proti hitronogemu Šaban Adžaju. Radomljani v nadaljevanju tudi nekoliko tvegati, morda s tem presingom. Moraše, tole je zdaj priložnost, Baš je šel iz vrat, vrata so prazna, Maroša ima priložnost, ni uspel žoge spraviti mimo Vinska Ševlja. Velika priložnost za povišanje prednosti, četrta velika priložnost za Muro na današnji tekmi. Mu tule ni dopustil prostora za predložek. Šošić zdaj poizkuša, padel je Prpič v kazenskem prostoru. Kruz strelja, svit poizkus Kajana Kruza. Poizkusil je nekako zlobom presenetiti Klemna Mihelaka. Hrvoj in Ševel, Fokić, Vuhanović, zdaj je šla žoga lepo od noge do noge. Darli s predložkom, Šošić ima priložnost prek vrat. Je z kakšnih 14-15 metrov sprožil Madžić Šošić. Po taktirko Gorana Stankovića se je s Bistričani uvrstil celo v polfinale slovenskega pokala. To je priložnost za izenačenje. Kukovec pred vrati in ostaja 1-0 za Muro. Ostaja 1-0 za Muro, najlepša priložnost za Mlinarja na tem srečanju. Pokriva levo stran Murine zadnje vrste. Tole je odbijal Trontelj, pa zdaj Marković do žoge. Marković, dobre predložke ima Marković, priložnost za izenačenje. Tin Hrvoj je imel tule na glavi izenačenje po krasni podaji Markovića, akcija dveh bočnih branilcev. Mura lovi peto zmago, Radomljanom grozi 7. poraz, ampak ni še konec tekme. Krasen strel in sijajen zadetek Sandija Nuhanovića v 92. minuti. Vendarle Mura ni uspela zdržati teh naletov Mlinarjev in kakšen zadetek Sandija Nuhanovića.
Oliver, na koncu točka, verjamem, stresna tekma s klopi, veliko ste napadali, šele na koncu ste si nekako začeli ustvarjati priložnosti, v prvem polčasu nevarno živeli glede na številne priložnosti Mure. Kako ste na koncu zadovoljni s to osvojitvijo točke? Pa lepo ste povzeli. Prvi polčas pripada popolnoma Muri, mislim, da drugi nam, tako da delitev točk zaslužena, je pa res, da je bila tekma tako zelo specifična. Pa tudi prvi in drugi polčas, kot da sta dve drugačni tekmi. Imate že kakšen podatek, kakšno je stanje z Veličem? Ja, zlomljen nos, razbita ustnica, potrebno šivanje, lažji pretres možganov, pa upam, da se ne najde še kaj drugega. Vsi mu želimo seveda čim prejšnje okrevanje, vas pa zdaj čakata dve tekmi v Šiški. Zanimivo, najprej pokalno proti Ljubljani in potem prvenstveno z Bravom, ki ste ga nenazadnje nedavno izločili v pokalu. Ja, fanti zasluženo, zdaj na pol slavijo, na pol razočarani, ampak ja, novi teden, praznični teden, tako da jutri zaslužen, bom rekel, počitek, potem pa že priprava na obe tekmi. Vsi bodo dobili priložnost, cilj pa je osvajanje točk v prvenstvu in mogoče nek dogodek ustvariti na tej pokalni tekmi. Vladimir Vermezovič, znova je dolgo kazalo, da boste dobili tekmo, da boste nadaljevali ta dober niz na gostovanjih, na koncu pa prejeti zadetek, treba je reči, Eurogol Sandija Nuhanovića, ki vam je odnesel dodatni 2 točki. Kaj reči ob koncu takšnega srečanja? Pre svega bih poželeo golmanu Radomlja brzo oporavak i da stvarno da kažem da Darda nije prljavi igrač, da je to sve se desilo, eto tako kažem, u duelu, u žaru borbe, stvarno nije bilo nikakve namere i želimo brzo oporavak. Drugu stvar koju bih želeo da istaknem da apsolutno nismo zaslužili 3 boda danas. Bez obzira što smo primili gol u 90. minuti, toliko smo grešaka napravili, ali na sreću nismo bili kažnjeni ranije. Ne znam kako bi izdržali do kraja da smo primili ranije gol. Žalujete morda za tistimi številnimi priložnostmi, predvsem iz prvega polčasa, imeli ste 4 zares imenitne priložnosti, samo eno ste iskoristili. Tačno tako, da smo dali bar pola od toga što smo napravili. Mislim da bi rezultat sad bio povoljniji po nas, međutim, tako je kako je. Nismo izgubili, uvek je dobro dopisivati, a ne prepisivati bodove, tako da jedan bod kod izuzetno kvalitetne ekipe mislim da je danas sasvim dovoljno. Zagotovo vaši navijači že z nestrpnostjo čakajo na prvo domačo zmago, zdaj vam v naslednjem krogu prihaja Aluminij, je čas, da Mura zmaga na Fazaneriji? Pa dobro, sutra ćemo još da analiziramo ovu utakmicu, onda se okrećemo Aluminijom i oni su nezgodan protivnik, tako da ovo je bilo direktno za poziciju na tabeli. Mislim da sad neko priča da je Mura kvalitetnija od Radomlja ili da je Radomlja, tu smo u 2 boda, zadržali smo tu prednost i vidjet ćemo kako će biti. Aluminijum je još jedna teška utakmica za nas, pošto su oni dosta nezgodna ekipa. Imali smo sreće kada smo ih dobili tamo 1-0, ali to je nova utakmica i vidjet ćemo. Vraćaju nam se, ja se nadam, ovi igrači koji su danas nedostajali. Isto tako bih hteo da pohvalim i malog Tilena Šćernjavića koji je danas odigrao dobru utakmicu, međutim jedno je trening, a nešto sasvim drugo je utakmica, a njemu fale utakmice. Međutim, pokazuje danas da moramo i možemo na njega najozbiljnije da računamo. Sandi Nuhanović, čestitke za ta prekrasen zadetek v zaključku tega dvoboja. Na koncu verjetno morate biti zadovoljni glede na to, da ste tako dolgo lovili ta zaostanek. Ja, res je, cel drugi polčas smo v bistvu napadali, mi smo veliko priložnosti. Škoda, ko tudi ta prvi ni veliko, je bil z offside, ampak ja, lahko smo zadovoljni. Zdaj vas čaka pokalno srečanje, potem še prvenstveni dvoboj z Bravom, 2-krat odhajate v Šiško, ki je za vas, bom rekel, kar srečna, glede na to, da ste po 11 metrovkah v pokalu tam leto že napredovali. Ja, res je, te 2 tekmi moramo dobiti, pa sam še Rogaška ostane, pa tudi na to napadamo, 3 pike. Najlepše. Filippo, same story for Mura. I guess you're not completely satisfied at the end with the draw. We are not, because we could win this game. We had a lot of chances, and when you defend 45 minutes against a good team, the goal can come, you know, and when you have a lot of chances, we need to score more, and that's what we're aiming for.